Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Člani odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor so bili na obisku v družbi Gen Energija, nuklearni elektrarni Krško in na gradbišču odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini. Generalni direktor Gen Energije Dejan Paravan je dejal, da bo družba Gen Energija, ki je investitor izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne, zagotovila čim bolj objektivne informacije za čim bolj objektivno razpravo. Poglejmo izjavo Paravana in predsednice odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter poslanke Svobode Nataše Avšič Bogovič. Danes je odbor za infrastrukturo, okolje in prostor na povabilo družbe Gen gost v njihovem informacijsko-izobraževalnem središču. V nadaljevanju si bomo ogledali tudi nuklearno elektrarno Krško in pa gradbišče odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke v Krškem. Vesela sem tega povabila, kajti naš obisk bo zagotovo imel vpliv na naše še bolj kvalitetno delo, kar v naš odbor seveda sodi pristojnost za obravnavanje tem, ki se odvijajo na področju energetike. Še kako se zavedamo, da je za Slovenijo in za njeno bodočo oskrbo z elektriko, predvsem tu ciljam na samooskrbo, ker ta je zelo pomembna, da bomo lahko v Sloveniji uspešno gospodarili in da bodo imeli gospodinjci vedno na voljo elektriko in po cenah, ki bodo konkurenčne oziroma celo nižje. Mi vidimo pot razogljičenja v smeri obnovljivih virov in jedrske energije in ker je del tega načrta osrednji graditi tudi projekt JEK2, smo našim gostom danes predstavili stanje na tem projektu in tudi vse vidike okrog projekta JEK2. Projekt JEK2 je v fazi, ko pripravljamo vse potrebno za oddajo vloge za DPN, to pomeni, da se bo v letošnjem letu začelo umeščanje v prostor. Vodimo intenziven dialog z 3 potencialnimi dobavitelji, od njih smo dobili osnovne indikativne informacije. Trenutno se zaključuje vrsta analiz, ki definirajo specifiko lokacije in zdaj se bodo s temi dobavitelji nadaljeval ta dialog, da bodo te specifike upoštevali pri svojih rešitvah in pri svojih ponudbah. Dodatno potekajo ekonomske analize in tudi analize različnih poslovnih modelov, na kakšen način zapreti finančno konstrukcijo. Hkrati je tudi izjemno pomembno izpostaviti, da v lanskem letu se naredilo pomemben korak ali pa premik naprej z gledišča podpore same države in vlade ali pa vključenosti v sam projekt. Bil je imenovan državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, oblikovana je bila delovna skupina, ta že redno deluje, tudi se že znotraj pripravlja tudi ta proces umeščanja, pripravlja na proces umeščanja v prostor. Bila je v javni obravnavi resolucija o miroljubni rabi jedrske energije, ta je izjemno pomemben dokument z gledišča principielne odločitve, da v Sloveniji želimo nadaljevati oziroma želimo in sprejemamo tovrstno tehnologijo v našem okolju. Vse te stvari so izjemno pomembne in dajo eno pomemben zagon temu projektu, da bomo z samim procesom priprave na projekt intenzivno nadaljevali. V zvezi s tem spremljamo praktično že več kot 10 let javno mnenje. To javno mnenje je sploh v zadnjih 3 letih v porastu. Razlog je tu definitivno, jaz jih vidim predvsem 2. En je, da razlog v energetski krizi in zavedanju potrebe po samooskrbi, ki je potem dvignila to zavedanje tudi pri ljudeh. Druga stvar pa, da tudi je s tem povezan tudi velik debat o prehodu v razogljičenje, o zelenem prehodu in s tem posledično tudi raste zavedanje o pomenu jedrske energije. Demistificirajo se razni miti, se pravi, ljudje vedno bolj razumejo in to se potem tudi odraža v teh anketah in trenutno beležimo skoraj 70% podporo rabi jedrske energije za proizvodnjo električne energije. Tako
tako da tudi z tega stališča. Več raziskav, te vzorci so reprezentativni, več raziskav praktično daje praktično identične rezultate. Zadnji vzorec na to temo je objavil časopis Dnevnik v začetku tega tedna in tudi tam se rezultati praktično sopadajo s tistim, kar imamo mi naše meritve. Poslanska skupina SDS je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka krške nuklearke JEK2 in manjših modularnih reaktorjev. Kot so navedli, JEK2 ni projekt enega podjetja, ampak celotne Slovenije. Ta pa nujno potrebuje močan in stabilen vir energije. Dodali so še, da projekt JEK2 ključnega pomena za celotno Slovenijo, saj država potrebuje močan in stabilen vir energije. Nedavna javnomnenjska raziskava časnika Dnevnik, izvedena strani agencije Nina Media, je pokazala, da večina prebivalcev Slovenije podpira gradnjo JEK2 in jedrsko energijo, pri čemer je podpora najbolj izrazita med mlajšimi anketiranci in narašča z izobrazbo. Glavni razlog za nasprotovanje projektu je problem radioaktivnih odpadkov. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v četrtek v izjavi za našo televizijo predstavil poslanec Tomaž Lisec. V SDS upamo, da bo čim prej prišlo do referenduma. Jedrska elektrarna, že prvi blok, je zelo pomemben za Posavje in verjamemo, da za izgradnjo jedrskega bloka 2 bi veliko posavskega gospodarstva dobilo tudi dodatno delo. Nenazadnje pa smo tudi Posavci še vedno upam državljani te republike, ki se vsakodnevno obračajo tudi na nas poslance, zakaj so cene električne energije tako zrasle v nebo. Jaz osebno pričakujem dvoje, ne samo enotnost posavske politike pri podpori temu projektu, ampak tudi podporo celotne slovenske politike pri tako pomembnem vprašanju, kot je energetska samooskrba v naslednjih desetletjih. Posavski poslanci o tej temi še nismo govorili, ker pa imamo predvideno neko srečanje posavskih poslancev, pa verjamem, da bo to ena izmed top tem in še enkrat upam, da bo enotnost izražena temu vprašanju brez dvoma. V noči s četrtka na petek je Posavje pobelila snežna odeja, visoka od 5 pa vse do 25 centimetrov. Zapeljali smo se čez Krško in preverili, kakšno je stanje na cestah. Vodja sektorja gospodarskih javnih služb kolektivne rabe pri Kostaku Janez Kozole pa nam je zaupal, kako poteka delo zimske službe. Poglejmo. Pred 7 uro smo začeli z pluženjem in posipom višinskih cest v obeh občinah, to je mestne občine Krško in Kosavica na Krki. Nadaljujemo z vzdrževanjem vseh ostalih cest. Sneženje pričakujemo, da bo nekje do sredine dneva ponehalo. Potem se bodo ceste, pločniki in ostale površine očistili do konca. Kot običajno v takšnih razmerah najprej primerna opremljenost in primernost vozil, v nadaljevanju ustrezna psihofizično stanje voznikov, prilagajanje vožnje razmeram na cesti, dodatna previdnost, manjše oziroma minimalne hitrosti. V petek je pred polno športno dvorano srednje šole v Krškem Anton Sotošek z družino in številnimi gosti razveseljeval ljubitelje zabavne in narodno-zabavne glasbe. Potekal je namreč tradicionalni Antonov koncert, kjer so ob zvokih harmonik, na odru jih je bilo namreč skoraj 100, in ostalimi gosti igrali in prepevali Gadi, bratje Ferenčak, Priferski muzikanti in posebna gosta večera Andrej Bergant in Alfi Nipič. Za ples so poskrbeli člani in članice folklorne skupine Sanovo, za vmesno zabavo in popestritev pa humorist Miro Klinc, znan kot Klobasakov Pepi.
Ja, to je bil 6. Antonov koncert. Ideja za ta koncert je pač moja ime Tone v naši družini, oba stara očeta sta bila Tone, moj sin je Tone, oče je bil Tone, sosede smel, dok ni eden umrl, tudi Tonete, glavno vse se vrti okrog Tonetov in sem se zato odločil, da naredim v spomin na te ljudi in za neko narodno zavest ta koncert. Na prvem Antonovem koncertu je bila celo rdeča nit, samo ansambli, v katerih je res kak Tone, ampak teh ansamblov potem malo svali. Tako da zdaj smo pa naredili za, rekel, ker tak medgeneracijski koncert, za vsakega nekaj, za vse okuse in mislim, da so ljudje tudi danes bili zelo zadovoljni. Lahko trdim, da smo na nek način ljudi kar malo razvadili, ljudje pričakujejo, koncert mora biti narejen top, se pravi vrhunski glasbeniki, ozvočenje, scena, vse mora štimati, ker če sem čist iskren, ljudi enkrat naserješ, da boš nekaj reklamiral, pa to ni to, tako da če se publika vrača, pomeni, da smo na neki pravi poti in zdaj, ko se tele luči malo gasni, jaz že snujem Antonov koncert 2025. Danes v bistvu, kot vedno se Ati oziroma se mi trudimo, da imamo neko pestro izbiro programa, se pravi za vsak okus. Se pravi letos bojo izstopali Alfi Nipič, Andrej Bergant, se pravi dve imeni, ki jo ne rabim razlagati verjetno. Seveda voditeljica legendarna Bernarda Žarn, ki jo poznate z RTV-ja, in pa Miro Klinc, humorist. Tako da gosti so pa še Gadi, prifarski muzikanti, simfonični orkester glasbene šole, bratje Ferenčak in še kdo bi se najdel. Nadaljujemo s predstavitvijo članov letalske policijske enote. V tokratni oddaji predstavljamo Dejana Kinka iz okolice Brežic, je višji policijski svetnik. Kot otrok si je želel postati policist, ta cilj je dosegel, nato pa sprejel nov izziv in pred 6 leti postal vodja letalske policijske enote. Že na začetku pogovora nam je pojasnil, da on ne leti, vseeno pa je na njegovih plečih velika odgovornost vodenja in organiziranja enote. To se je čutilo tudi pri njegovih odgovorih. Poglejmo. Dejan Kink, pozdravljeni. Vi pa ste vodja letalske policijske enote, drži? Tako je, lepo pozdravljeni. Kaj počnete kot vodja? Pa prav je, da sem tipkam po računalniku, pa se po telefonu pogovarjam. Torej ne letite? Ne, letim ne. Moja naloga je vodenje enote, tako da se ukvarjam vsemi temi organizacijskimi zadevami. To pomeni recimo, da organizirate odprave, reševalne akcije, torej ste tisti človek iz ozadja, ki potem reče pilotu, zdaj pa gremo na teren? Še predtem, se pravi, vmes je še vodja oddelka pilotov, ki je vodja letalskih operacij. Tako v letalski organizaciji so 4 področja, ki jih moramo obvladovati, tako da jaz sem kot odgovorni vodja v letalstvu za vse te zadeve. Na koncu je odgovornost moja, ja. Zdaj, gospa Tanja nam je prej že povedala, da si je že od nekdaj želela postati pilotka, leteti. Odkje pa vaša želja za delo v tem poklicu? V bistvu jaz kot otrok sem si želel biti policist, policaj. To sem tudi izpolnil, tako da sem delal v bistvu celo karierno pot v policiji. Pred 6 leti se je pa pojavila ta priložnost, da je bil razpis za to delovno mesto, katero se mi je zelo zanimivo, nek nov izziv, tako da sem se prijavil in dobil priložnost voditi tole odlično enoto. In kaj ste v teh 6 letih morda doživeli, da vam je najbolj ostalo v spominu ali pa da vam je bil največji izziv? Ja, v bistvu največji izziv 2018 je bila enota samoopremljenost in pa kadrovska zasedba zelo slaba. Tako da največji uspeh je, da sedimo pred novim helikopterjem, že drugim, ki ga imamo v tej enoti, pa v prihodu je 3. helikopter. In tudi zato s temi organizacijskimi prijemi, nabavami novih helikopterjev, zaposlitvami novih kadrov, smo uspeli, da se lahko zdaj v teh zadnjih 2-3 letih v teh ujmah tudi policija odzove temu primerno. Ko govorimo o kadrovski statistiki, koliko približno pilotov, letalskih tehnikov imate zaposlenih? Trenutno je 19 pilotov, s tem, da 17 je že licenciranih in vsi upravljajo naloge v naši enoti. 2
ta zadnja, ki smo jih zaposlili, pa trenutno zaključujeta usposabljanje za poklicno licenco pilota helikopterja, pa 16 tehnikov letalcev, ki so tudi nekateri še v procesu pridobivanja licenc, ampak je že precej lažje dihati. Torej, to so zdaj te kadrovske številke, kaj pa številke opreme? Torej, rekli ste, da je v prihodu oziroma da že pričakujete nov helikopter. Koliko pa jih imate zdaj? Trenutno je zasedba, se pravi, imamo 2 takšna helikopterja, večnamenska Augusta Westland 169, to sta oba nova helikopterja, moderna. Potem imamo tistega, ki ste ga prej videli, ki je po letu na nalogo, je Eurocopter EC-135, 135. Je tudi opremljen s kamero, tako da je najbolj primeren nekje za policijske naloge. Manjši brat od tega je Augusta 109, imamo tudi enega, pa 2 starejša Augusta Bell 206, ki ga pa uporabljamo v osnovi za šolanje novih pilotov. In kdo se potem odloča, s katerim helikopterjem greste na teren? Je to kakšen protokol ali je to stvar vaše odločitve pilota? V bistvu odločitve vodstva, glede na naloge, je pa v osnovi, da so te transportni helikopterji, že naloge povejo, da jih imamo bolj kot ne za transportne naloge, patruljno-izvidniška helikopterja, Eurocopter 135 pa Augusta 109 sta pa patruljno-izvidniška in so bolj za policijske naloge primerna. Zdaj ste iz Posavja. Kako poteka recimo vaš vsakdan? Kako se spoprijemate recimo s temi izzivi vožnje iz Posavja na Notranjsko? Ste si kdaj zaželeli, da bi namesto avtomobila imeli helikopter in se odpeljali s helikopterjem? Ja, je tudi šala, gre kdaj v to, ampak sem malo bolj čuden, kar se tega tiče, meni se nikoli ni bil problem voziti, tako da ta vožnja mi ne predstavlja ovire, se pa vsak dan vozim iz okolice Brežic na Brnik v službo. Na Brnik in potem nazaj? Seveda. Zdaj, mogoče ne, stereotipno včasih mislimo, da je v letalstvu ali pa tudi s helikopterji veliko nesreč. A se je v času vaše kariere zgodila kakršnakoli nesreča z helikopterji? Ne, to moram hitro potrkati nekam na les, ne. V letalstvu, lahko rečem za našo enoto ali pa komplet za slovensko letalstvo, ni nič prepuščeno naključju. Že pri načrtovanju vzdrževanju samem. Piloti imajo ogromno treninga, ogromno trenaže, tako da je vse podvojeno in se vse dela v tem, da se te incidente prepreči. Tako da letalskih nesreč nismo imeli, pa tudi upamo, da je ne bo. So kakšni manjši incidenti, ampak je tukaj kultura pravičnosti v letalstvu taka, da vsak pilot tudi sam pove, če je kaj mogoče, naredil, pa se to analizira, oceni tveganje, tako da nič ni prepuščeno naključeno. Nič naključjem. To je čudovito zaslišati in upamo, da se ta trend tudi nadaljuje v prihodnje. Poplave. Letošnje poletje se mi zdi, da si bomo kar zapomnili po tej naravni nesreči, ki je prizadela velik del Slovenije. Kako ste vi doživljali to obdobje? Kaj so bile morda vaše naloge takrat? To je bil po mojem bolj naporen teden v moji karieri. Že zjutraj, ko smo imeli odpravo na delo, tisti dan smo tako imeli, se pravi, dežuren je bil tale helikopter za reševanje v gorah, pa ekipa, ki je v tem helikopterju, in smo že zjutraj, ko smo videli prva poročila v medijih, smo rekli, tole bo slej ko prej. Bo verjetno aktiviran državni načrt. Pol ure kasneje me je poklical poveljnik civilne zaščite, Srečko Šestan, povedal, da je situacija dramatična v Savinjski regiji in je helikopter v bistvu v 5 minutah poletel na pomoč v kamp Menina. Tam pričel z reševanjem, ker smo videli tudi, da se kolegi, se pravi vojaki, so se tudi pripravljali na vzletanje. Smo videli, da ta zadeva presega neke meje običajnih nesreč. Smo takoj poklicali pilote, ki živijo tu blizu, tako da smo formirali v bistvu z drugim helikopterjem drugo posadko, ki takoj, ko so piloti prišli v službo, so se usedeli in so šli reševati na področje Kamnika. Potem kasneje je čisto spet po naključju prišel v službo en pilot, ki je videl, da se pač zadeve zapirajo ceste in je rekel, bolj da pride malo prej, kaj pa malo kasneje. Se gledamo nekaj časa in pol smo v bistvu se odločili, da smo še iz Eurocopterja ta modul za kamero od zadaj, ki je računalnik, odstranili in smo še ta tretji helikopter poslali na pomoč v Savinjsko regijo, tako da smo v bistvu delali potem cel teden s 3 helikopterji, kar je za našo enoto v bistvu presega naše zmožnosti, kratkoročno smo to zmožni, dolgoročno pa ne.
Moj delovnik je bil pa v bistvu od 5. zjutraj pa do 11. zvečer, da smo to za štabi koordinirali, kakšne bojo potrebe na katerem območju in vsa ta usklajevanja. Verjetno se je takrat tudi izkazalo, kako pomembno je, da ste v dobri pripravljenosti, da poteka tudi ta komunikacija med vami, med piloti. Vse, pa tudi to, da so v bistvu vse te nabave predtem bile izvedene zaposlitve, ker če bi se to zgodilo v letu 2018, taka razsežnost, malo v šali pohecamo, da bi lahko v bistvu šli tam pomagati kot prostovoljci, se pravi z lopatami, samokolnicami, ker bi imeli zelo slabo plovnost, oziroma smo takrat imeli zelo slabo plovnost. Ali načrtujete v bodoče še kakšne razširitve, še kakšne povečanje morda vaše enote, kar se tiče kadrovske slike ali pa opreme? Kot sem že prej rekel, je v prihodu, se pravi, 3. takšen helikopter. S tem bo v bistvu izpolnjena naša strategija, kar se tiče tehničnih ciljev enote. Pomeni, da bomo imeli dovolj helikopterjev, s katerim lahko pokrijemo vse naloge, ki so nam trenutno zadane. Kadrovski cilj še ne bo čisto izpolnjen, ampak smo tudi na dobri poti. Se v bistvu v zaposlitvah prihajajo novi piloti, novi tehniki. Če pa bomo dobili kakšne dodatne naloge, bomo pa temu primerno mogli tudi povečati število helikopterjev in pa osebja. Torej, Dejan, pred 6 leti ste postali vodja letalske policijske enote. Kateri spomin, trenutek vam je v teh 6 letih najbolj ostal v spominu ali pa kaj vas je morda najbolj presenetilo? V spominu mi je in mi bo vedno ostalo, da smo se kle z eno skupino sodelavcev našli, ker smo videli, da je potrebno kar rokave zavihati, pa to enoto postaviti tam, kjer včasih bila. Se pravi, v letu 2018 smo imeli slabo razpoložljivost helikopterjev, slabe medsebojne odnose. No, danes smo več stvari hkrati naredili. Imamo novejše helikopterje, za katere smo v bistvu postopke v 90% speljali sami in s tem ekipnim duhom, ekipnim sodelovanjem smo pripeljali enoto, tako da smo lahko to, kar smo. In to je tisto verjetno, kar enoto dela uspešno. Tako. Nuklearna elektrarna Krško je v decembru proizvedla 545.067,81 megavatov bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518.576,34 megavatov električne energije. V mesecu decembru je bila proizvodnja za 0,69% večja od načrtovane. Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK-a v decembru segrevala povprečno za 1 stopinjo Celzija in največ za 1,9 stopinj od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V decembru je bilo uskladiščenih 5,4 kubičnih metrov nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Čisto za konec pa si poglejmo še odlomek nove epizode podcasta Pominamo se, ki ga v sodelovanju z občino Brežice premierno predstavljamo na YouTube kanalu Pominamo se in na naši televiziji ePosavje TV. V tokratni epizodi je voditeljica Anja Urek gostila kar 2 gosta, in sicer dvojčka Nika in Marka Istenič, ki sta pred kratkim prevzela vodenje podjetja Penine Istenič. Poglejmo odlomek. Kako pa sploh odpremo penino? Mi smo oba imela smelenski tečaj in tam so oni rekli, da načeloma moraš penino z nožkom odpreti, da moraš tole kapco dati dol, ampak mi imamo tudi tukaj en tak zavihek, kjer jaz nimam nohtov, tako da je malo težino, ampak se ga da dobiti, evo ga. In pol tole sam damo dol, tako da odstranimo tole prvo zaščitniško folijo, evo in zdaj imamo pa tole kletko, ki zavaruje zamašek, da ne bi kar tako odletel. In vsak zamašek ima, mislim, da okoli 6-krat tale ovoj. In najbolj, da takrat, ko mi to odvijamo, da damo palc gor na tole kletko, da zavarujemo, da ne bi slučajno kaj počeli. Načeloma ne bi smelno, ampak če je kakšna topla penina, zna bi, da se kaj zgodi. Tako da pa damo 1, 2, 3, 4, 5, 6, evo, se ne lažem. In pa še vedno držimo gor. Pa najbolj, da kar primemo penino v roke in za mojo levo roko bom kar držal gor na zamašek, medtem zafiksiral, da ne bi slučajno že spet kaj odletel, za mojo desno roko pa bom vrtel. In to počasi. Tako da tole primem, to pa vrtim, tako da
počasi vrtimo in počasi sproščamo CO2, toliko, da ne pride do enega velikega poka, ampak če pa tudi praznujemo, pa tudi če poči, ni tak problem. Potem še dodatno veselje. To moraš vse samo prodati. Če poči, takole lepo. Enkrat, ko odpremo, Preverimo vohamo, da ni kaj pokvarjen ali pa karkoli, kakšna bolezen. Jaz vidim, da je v redu, da lahko zamašek odložim in pa seveda prvo da mi ponudimo kakšen kozarček, Hvala lepa. Pozabila sem vprašati, sem sploh pripravila primerne kozarce. Mislim, za penino je drugače, mogoče malo bolj, da so v obliki tulipana, da se torej pomeni v spodnji malo bolj široko, pa na vrhu gre malo proti noter, pa mogoče malo krajši, ampak dobro, drugače pa tudi te so čisto v redu, ne bo več komplicirala. Tako da mislim, da je čist v redu konkretno. Tako da, zdaj pa bomo jaz kaj povabil, da nas zdravimo. Ja, se s penino nazdravlja, torej da se trči s kozarci ali ne? V bistvu jaz bom rekel tako, odvisno s kom si v sobi. Če boš ti z nekimi, snobi, oziroma neki, tako bom rekel, ne snobi, rajbolj, res v fini družbi, kjer moraš biti malo bolj vlikan, malo bolj... Tako, z visokimi, s poslovneži, v nekem poslovnem svetu. Pol takrat raj, zaradi tega, ker s trkom lahko zgubiš malo mehurčkov, ko smo se mi toliko časa trudili, da jih dobimo, ampak s prijatelji, ali pa tako kakšni malo bolj sproščeni družbi, pa z veseljem tudi lahko trčimo. Zaradi tega, ker... Če želite, lahko, bomo mi kar trčili. Evo ga, na zdravje. Na zdravje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to je vse, kar smo vam pripravili tokrat. Seveda sledimo dogodkom in se gledamo ponovno prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.